Jaz sem pripravil 50 filmov, razdeljenih v 4 kategorije. Filmi za otroke in mladino, ker je bila izražena želja, da šolske predstave bi pa tudi prišle v poštev. Pa smo rekli, naj bo to za otroke in tisto mladino, ki je recimo do konca 8-letke. Recimo Poletje v školki, to je tak film za pubertetnike in podobne. Za starejšo mladino, gimnazijce in študente bi prav prišla za kakšne seminarske naloge in podobno tema ekranizacije slovenskih literarnih del, torej filmi posneti po literarnih delih. Za sociologe in analitike in tiste, ki vedno brskajo po temnih straneh življenja ali pa po kritičnih, sem rekel, zakaj pa ne bi naredili program Slovenska družba v filmskem objektivu. Dobre in slabe lastnosti v preteklosti in sedanjosti in jasno je, da pri filmu ne gre brez večno uveljavljenih uspešnic, kot so Vesna ne čakaj na maj tistega lepega dne in podobni filmi, ki jih slovenska javnost, saj tista filmska, ki hodi v kino, rada gleda. V Planetu Tuš smo izjemno ponosni, da smo del projekta Ekranovih 50. Veseli nas, da si bodo naši obiskovalci lahko ogledali 50 izjemnih slovenskih filmov, se spomnili na marsikatero dogodivščino, ki so jo že pozabili izpred teklih let. Veseli nas, da smo del projekta Ekranovih 50 in da smo tudi podprli ta zelo visok jubilej. Veseli nas, da začenjamo s tem prav v Mariboru. V Mariboru kot prestolnici trenutno vseh dogodkov, ki se dogajajo v Sloveniji. In vsekakor nas veseli, da bomo s tem nadaljevali tudi v drugih Planetih Tuš po Sloveniji, to se pravi v Celju, Kranju, Novem mestu in Kopru. Je bilo težko izbrati teh 50 filmov, ki bodo predvajani v okviru projekta? Pravzaprav moram povedati, da je. Kaj ti vedno moraš razmisliti, a temu dam še en film zraven ali mu ne, recimo sem moral vzeti Hladnika obvezno, ker to je nek klasik, moral sem Štiglica, moral sem tega, onega. Branko Šemen ima 2 filma, govoril sem, da je bil urednik Ekrana. No in ko sem mu povedal, je rekel, ja kaj pa ostala 2? Ker je si 4 naredil, jaz sem rekel, to ni Šemnova retrospektiva. No, v glavnem, treba, ko sem jaz zvedel za želje Tuša, da bi to morali biti, ali za željenje vsaj gledljivi filmi, sem seveda moral marsikaj izpustiti, čeprav je film dober, družbeno kritičen, socialen in ne vem, ampak vendarle ne potegne toliko gledalcev, kot bi bilo tukaj zaželjeno in sem moral, bi rekel, nekako plavati med Scilo in Karibdo, da bi bili zadovoljni kinematografi, gledalci, pa vendarle bi tudi imel kulturni prizvok celoten program. Tako da moram reči, da čisto lahko pa ni bilo. Vseeno si ne morem kaj, da ne bi čutil precejšnje mere ponosa, da je revija Ekran še zmeraj v solidni kondiciji, da je dočakala ta jubilej kot mesečnik. Na tem mestu bi veljalo omeniti, da v svetovnem merilu je pravzaprav samo za prgišče revij, ki imajo tako častitljivo tradicijo izhajanja. Recimo, mogoče najvplivnejša teoretska evropska revija, samo 10 let starejša od Ekrana. Delimo se istoletnico rojstva z revijo Film Comment, ki je ena najvplivnejših ameriških revij. Filmi so namenjeni vsem. Jaz mislim, da bodo vsi v tem programu
našli nekaj za sebe. Ko sem govoril, da mladi ne poznajo nekaterih starejših filmov, sem mislil na filme, kot je na primer Družinski dnevnik Jožeta Galeta. Tam nastopa v glavni vlogi Lev Kreft, univerzitetni profesor, sociolog, politik in tako naprej. Tam ga vidimo v filmu. Če vzamemo film Tuga Štiglica, to je mlajši Štiglic, sin od Franceta Štiglica, Poletje v školjki, prvi in drugi del, tam nastopa danes zelo znani slovenski odvetnik David Sluga. Torej, ti filmi so zanimivi z večjih strani. Nekatere ljudi bomo videli, ko so bili otroci, to vidne Slovence. Nekateri ljudje bodo gledali neke filme kot odkritje. Naprimer, Ive Japec Jakopin, zelo znano, konstruktor ladij, jaht, jadrnic. In vendar je nastopil v filmu Ti loviš, ki so ga moji starejši kolegi posneli pod naslovom Pleme hitronožcev. Celo nekaterim se ta naslov zdi boljši. Ekranizacija literarnih del. Čudovita tema za kako seminarsko nalogo ali gimnazijsko ali maturitetno ali na fakulteti, slavistika na primer in tako naprej. Idealist po Martinu Kačurju. Enkratna zgodba. In meni se zdi to pač zanimivo in primerno za vse generacije.